Gospod, kako vam je ime? Karlo Verznart. Karlo, koliko časa ste že na hoduljah? Pa cirka 10 let. Kaj, odkar ste šel v penzijo? Ja, Zakaj ste si pa zbral hodulje? ja, za ravnotežje. Res? Da si izoštrim neravnotežje. Pa pomaga? Pomaga. Zato sem tudi po zimi na surfu. Pa najprej bi se rad opravičil, ker ste na današnjem oziroma včerajšnjem vlog čakali toliko časa. Danes je pa na vrsti en avto, na katerega ste pa tudi čakali že kar nekaj časa. Audi A4 Karavan. Ok, kako smo rekli? 5 sladkih, 3 kisle. Ja, šalto sem iz 5 stvari, ki so mi všeč, na 5 sladkih, zato zakaj pa ne, če so une, ki mi niso všeč, 3 kisle. Ok, nima veze, dajmo začeti. Veš kaj, danes bom začel kar pri motorju, ker če ti 2-litrski štirivaljnik, ki ima 190 konjev v povprečju, pa brez da bi se karkoli matro, popije 6,5, je to kar dober rezultat. Zdaj nesplošno ne morem zdaj ta motor hvaliti, da bi bil ne vem kva, in sploh ne. Ampak to je vsem kar dosti nizka poraba. Sploh, če se lotiš avtoceste v takem normalnem tempu, 5,5, 5,4 z lahkoto. Gremo na drugo stvar. Ta druga stvar, ki jo moram pohvaliti, je pa kar celotna kabina. Celotna kabina. Mislim, že splošen ambient tukaj noter je odličen. Pol pa pridemo še do volana, do kakovosti materialov, do dobre sestavljenosti, pa tudi do tistih najmanjših detajlov, ki so v tem avtomobilu poštimani v nulo. Za začetek je ergonomija fucking perfect. Jaz ne govorim zato, ker bi navijal za Audi, ampak ker je dejansko čist vse pri roki. Roke niti ne rabim stegniti, da se vsega dotaknem. Vse, kar rabim narediti, da dosežem vse, kar rabim v tem avtomobilu, je tole. Veš? Pa ne samo, da je vse blizu pa pri roki, tudi tiste stvari, ki si jih prstne blazince dotaknejo, so ful kakovostne, pa vsi kliki, pa klaki štimajo točno tako, kot morajo. Zdaj ti lahko pa namudiš, kolikor češ, ne, to ne zna vsak narediti. Ampak to, kar sem zdaj povedal, je pravzaprav samo osnova za to, da je avto res lahko dober. Ne bom preveč zabluzil. V glavnem, da ne bom preveč zabluzil, vam pokažem še kakšen detalj, da dokažem, zakaj so mi ene... A veš, pa imaš pa kombinacijo običajnih stikal, ker so tale za klimo, pa še druga vrstna stikala, ki so tudi običajna, ampak reagirajo pa tudi na dotik. Vidiš to? Tako da res, feeling v kabini, materiali, ergonomija, top shit. Ta tretja, ta sladka, je pa tale digitalen zaslon. Vidiš? Tale. Mislim, da sem preizkusil oziroma testiral vsaj že 7-8 avtomobilov s točno takim ali pa vsaj podobnim zaslonom s takšno tehnologijo. In se mi zdi, da sem čisto vsakič enak navdušen. Bom vse skupaj raš pokazal, prav? Recimo, da je tole en tak osnovni pogled, ki ga lahko prilagodiš, kakor hočeš. A veš, če ti pa te veliki digitalni merilniki sploh niso všeč, pa bi jih rad malo pomanjšal. Ja, ni problema, ne? Stisneš tipko View, pa so že manjši, pa so pol drugi podatki toliko večji. Vidiš, zemljevid imaš lahko pred sabo takole prikazan, ki je že čisto dosti pregleden. Če hočeš imeti pa še več pregleda, je pa spet stisneš tipko View. Evo ga. Valjda moraš pa upoštevati to, da je digitalna instrumentna plošča del doplačila. Stane pa veliko. Če že glih karavan, pa moram povedati, da je kufra v osnovi za 505 litrov, če pa podreš še tele zice, ga pa rata za 1510. Ta četrta, ta sladka, so pa tele sedeži. Seveda so tele doplačljivi, ne? Ampak meni osebno kombinacija Alcantare pa usna deluje glih dosti prestižno, pa glih dosti športno. Pa kaj je najbolj pomemben? Jaz v tem avtomobilu sedim tako dobro, kot v redko kateremu v tem avtomobilskem razredu. Ampak spet ne pozabite, ne? To so moje osebne preference, ne? Tukaj ni zdaj nekega hudega, objektivnega razmišljanja. Ta peta stvar, zaradi katere tale A4 odstopa v pozitivnem smislu, je pa način, kako se pelje. Jaz bom kar takole rekel, ne? Ne vem, če je v tem trenutku, v tem razredu, kakšen avto, ki se pelje še boljše. Za začetek je že tale električen servo tako natančno naštiman, pa tako prijetno odziven, da že najmanjši premik volana pomeni dejansko tudi sprememba smeri vozila. Kva komotor flancaš, ne? Pa se vsak avto se premakne levo pa desno, če volan obrneš levo pa desno. Haha, to pa ni res. A vi sploh veste, koliko je tudi novih avtomobilov, da o starih sploh ne govorim, ker volan tle na sredini pomikaš takole levo, desno, pa se prvih 10-15 stopinj sploh nič ne zgodi. Ampak pustimo volan, gremo naprej. Tudi podvozje, vzmetenje pa blaženje sta tako dobro nastavljena, da je avto obenem čvrst, pa hkrati tudi zelo, zelo udoben. Ne moram reči, da je zdaj ta avto ful športen, ampak moram pa priznati, da je lega v zavoju, pa tudi, ko se normalno peleš, skrajno zanesljiva. Tak pozitiven feedback ti daje, da imaš feeling, da lahko peleš ful hiter, pa da je vse skupaj res tako solid. A veš, kaj hočem reči? Pol pa pridemo še do uglajenosti cele izkušnje. Zvočna zatesnitev te kabine je med najboljšimi, če ne kar najboljša v razredu. V bistvu jaz ne znam drugače povedati kot tako,
da ko voziš ta avto, imaš feeling, da peleš en avto, ki je mogoče razred višji. No, zdaj pa še 3 kisle. Najboljš da uno, ki je najbolj sporna, kar takoj povem. Jaz ga res ne bi kupil v črni barvi. A veš zakaj ne? Zato, ker ima črna barva eno tako zanimivo lastnost. Po eni strani je ful fukiš pa privlačna. Po drugi strani pa, če avto res ne vidiš čista pravega kota, zna posrkati vse njegove linije. No, se če ga pod stuki pogledaš, je pa kar opasen, a? Druga stvar, ki je malo huda, je pa valjda cena, ne? Tale Audi je A4 Avant 2.0 TDI Sport z DSG menjalnikom. To pomeni, da s tako opremo v osnovi stane 44 970 €. Testen pa z vso tole dodatno opremo kar 57 170 €. To jaz ne bi nikoli dal toliko za avto. Ja, vem, ti ne, ampak marsikdo bi pa dal. A koga zanima, kva vse ima za dodatno opremo? No, to moraš pa počakati na test na Siolu. Se veš, /Automoto. Ta tretja stvar, ki me pa moti pri tem avtu, je pa to, da tukaj le zadnji ne piše Quattro. No, se veš, no, avto za 57 €, dobro zgleda, dobro se pele, samodejni menjalnik, valjda bi zraven pašel še 4-kolesen pogon. Nič, to je bilo to, kar se tega avto čite? Ja, Tarzan ti čita. Pa skoraj ne morem verjeti, da na Štajerskem živim, zdaj pa mislim, da že ne 6 let, pa da nisem bil še tukaj, na Limbuškem nabrežju. Lej to, no, ladice pa vse. Kje ste, prijatelji? Pa lej ta smerokaz, no, pa ne me basat, no. Bober v čovnu, pa stolčki z umetno travo. Kdo ne bi rad na travci sedel? Pa še za otroke so poskrbeli. Za piko na i imajo pa še koš. Pa to ne moreš verjeti.